Najlepša hvala. Hvala seveda tudi Učnemu centru Mestne knjižnice Ljubljana za priložnost. Pozdrav vsem vam, ki ste prisotni. Se mi zdi, da smo ravnokar imeli tovrstno srečanje, pa je že leto naokoli in se tako že pripravljamo seveda na novo proračunsko obdobje in seveda tudi na novo leto. Kot je že napovedal kolega Aleš, pred nami je nov neposredni poziv za sofinanciranje knjižničnega gradiva, kar je seveda tudi njegov namen z državnimi sredstvi. V samem pozivu so navedeni neki ključni elementi. Predvsem bi opozoril seveda na namen sofinanciranja države in pa na cilje. Ti ostajajo bolj ali manj enaki, strokovno so že nekako dorečeni in uveljavljeni, tako da tu ni kaj dosti sprememb oziroma jih sploh ni. V namenu sofinanciranja seveda upoštevamo predvsem poslanstvo Splošne knjižnice, se pravi, da upošteva vse tisto, kar knjižnici nalagata 2. in 16. člen Zakona o knjižničarstvu. In pač s tem v zvezi tudi skrbi za nakup aktualnega, svežega gradiva. Pri ciljih bi pa seveda omenil predvsem to, da splošne knjižnice zopet skladno že z povedanim, morajo poskrbeti predvsem za dostopnost izvirne slovenske in prevodne literature in pa tudi humanistike in strokovne literature. Druga značilnost oziroma pri načrtovanju je izgradnja kakovostnih knjižničnih zbirk, se pravi njena aktualnost in pa prilagojenost potrebam. Skratka, dostopnost in prilagojenost lokalnim potrebam in pa to, da pač je vašim uporabnikom, da so dostopne pač je gradivo v vseh različnih vrstah, oblikah in načinu dostopnosti, kar pomeni v fizični obliki in pa v elektronski, pa tudi v zvočni obliki. Tako da pri izhodišča za načrtovanje so vsekakor poleg seveda že znanega, torej splošnih in pa posebnih potreb lokalnega okolja, predvsem tudi strokovna priporočila, ki jih imate tudi navedene potem v nadaljevanju v obrazcu. Tem priporočilom bi mogoče zdaj dodal še neko pobudo, da seveda smiselno pri nabavi knjižničnega gradiva upoštevate tudi pravkar sprejeti Ljubljanski manifest o branju na višji ravni, ki pač nekako zagovarja kritično in analitično branje, vizavi seveda digitalnemu. Kot veste, je Ljubljanski manifest bil pravkar sprejet na Frankfurtskem knjižnem sejmu, kjer je Slovenija osrednja gostja. In torej predlagam, da poleg navedenega, torej teh strokovnih priporočil, si preberete seveda tudi to in nekako smiselno vključite v nabavni politiki, kajti besedilo tega dokumenta je podprla tudi mednarodna knjižničarska organizacija IFLA in tudi IBI. Zdaj, obseg sredstev, ki je na voljo v prihodnjem letu, je predvidoma enak kot v letošnjem letu. Moram reči seveda, da smo na ministrstvu že pripravljali malček drugačen scenarij, da bi bilo majčkeno več, ampak so se zgodile avgustovske poplave in kot veste, so bili potrebni proračunski rezi na vseh ministrstvih, tako da
seveda tudi na našem ministrstvu, a ne. Tako da je bilo nekako dogovorjeno, da se na področju knjižničarstva ohranejo sredstva na ravni leta 2023, pač tistega povišanja pa žal zaradi omenjenih okoliščin ne bo. Seveda pa v celoti torej obsega proračunskih sredstev še ne poznamo, ker če kaj spremljate dogajanje, proračun za leto 2024 in 2025 je še v postopku sprejemanja, trenutno v Državnem zboru. Tako da, ko bo proračun sprejet, bodo znana tudi sredstva, torej končna sredstva za namen programov, financiranja programov na področju knjižnične dejavnosti. Ker pa seveda treba vloge načrtovati pravočasno, smo ohranili načrtovanje v višini letošnje vrednosti, se pravi okvirno evro na prebivalca. S tem, da se seveda bo metodologija samega razreza potem po knjižnicah določila glede na torej obseg razpoložljivih sredstev in pa seveda glede na že za vas znane parametre. Se pravi, glede na število prebivalcev, kar se državnega sofinanciranja tiče, pač števila prebivalcev s stalnim prebivališčem in pa število organizacijskih enot. No, tukaj pač zdaj prihaja malček do spremembe. Torej, zagotovo veste, ne, jaz upam, da veste, seveda veste, ne dvomim, da veste, da je pač sprejet bil nov pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe in da je bila tudi sprejeta novela uredbe o osnovnih storitvah knjižnic, ki pač je spremenila predvsem določbo, kar se tiče obratovalnega časa. V lanskem letu, letos decembra začne veljati uredba, mislim, ne, pravilnik že tako velja. Novi pravilnik kategorizira organizacijske enote v naslednje skupine, torej v srednjo knjižnico, krajevno knjižnico 1, krajevno knjižnico 2, bibliobus oziroma bibliokombi ter lokacije premične zbirke, ki pa niso organizacijske enote, ampak so seveda samo pač način dostopnosti, dostopanja, torej omejenega dostopanja seveda knjižničnega gradiva, bodisi za posebne skupine prebivalcev, bodisi pač v manjših lokalnih okoljih. Tu smo pač si zastavili zdaj nek, bom rekel, plan, da začnemo nekako počasi uveljavljati tudi zdaj vse te sprejete spremembe na področju v predpisih, na področju pač te organiziranosti knjižnične dejavnosti in bomo organizacijske enote pravzaprav na progresiven način sofinancirali. Do zdaj, kot veste, so bile sofinanciranje vse v enaki višini sredstev. Sedaj bomo prešli na ta progresivni način, se pravi od osrednje knjižnice, ki bo največ, do premične zbirke, ki bo seveda ovrednotena najmanj, seveda z razlogi, ne. Zato smo tu pač razmišljali tudi še o nekem takem prehodnem obdobju, da tako rečem, kjer vam dajemo seveda možnost, da načrtujete pravzaprav usklajenost odprtosti vaših organizacijskih enot z uredbo do srede prihodnjega leta, ampak jih načrtujete že lahko zdaj. Kaj je s tem mišljeno, ne? Ko sem pač gledal seznam vaših organizacijskih enot, odprtosti na teden, in sem ugotovil, da na veliko mestih manjka mogoče urica, dve odprtosti za preskok v višjo organizacijsko enoto, ki bi bila lahko seveda tudi več ovrednotena.
Zato pač s tem ponujamo možnost vaše organizacijske prilagojenosti torej v tem smislu, da imate možnost, da prilagodite, da povečate recimo odprtost uro ali dve, kar se mi zdi, da v organizacijskem smislu ne bi predstavljalo velikih naporov in težav, ampak bi pa seveda pomenilo več sredstev strani države in to torej do prihodnjega leta. S tem je to pač, na ta način smo to razmišljali. Vse drugo, vsi drugi parametri, se pravi dodatna sredstva za uravnotežen razvoj pri tistih knjižnicah, ki pač pokrivate manjša okolja z do 30.000 prebivalci, nek dodatek ostane. Dodali bi pa, oziroma nekaj dodatnih sredstev pa bi namenili tudi seveda knjižnicam, ki so letos utrpele škodo zaradi višje sile, se pravi poplave in pa recimo, bom rekel, tragični dogodek, ki se je zgodil v Ribnici, na primer, je lahko en tak primer. Tako da v tem smislu pač bomo solidarni tudi do teh knjižnic. Jih imamo na področju Mozirja, Škofje Loke, recimo Domžal, vsaj najbolj te akutne. Tako da zato je tudi dodan nek v Wordovem obrazcu dodan neka dodatna točka, kjer lahko te knjižnice, ki so pač utrpele te škode, malce bolj natančno prikažejo to škodo in načrtujejo in zaprosijo za dodatna sredstva za obnovo aktualnih zbirk v teh enotah. Naj še seveda tudi omenim, da lokacija premične zbirke ni šteta kot organizacijska enota, bo pa vsekakor tudi ovrednotena, vendar seveda z manj sredstvi, ampak mora pa seveda zadostiti tudi minimalnemu obratovalnemu času, ki je po uredbi 4 ure. Tako da te stvari bomo preverili. Tako da to je okvirno. Seznami knjižničnega gradiva ostajajo naprej, se pravi, morate pač imeti aktivno povezavo do vaših seznamov in seveda ponovno opozorim, da morate vaše letne načrte nakupa gradiva torej hkrati z oddajo vloge tudi objaviti na spletni strani, ker pač strokovna komisija, verjemite mi, pregleda te stvari, tako da nimamo tovrstnih dodatnih komunikacij zaradi vsega tega. Zdaj, obrazci ostajajo, oziroma druga dokumentacija nekako ostaja zelo podobna kot do sedaj. Vi veste, da morate vlogi priložiti tudi izjave občin o sofinanciranju nakupa knjižničnega gradiva, in sicer vseh občin, za katere pač delujete, ker veste, da je pač 52. člen zakona pravi, da lahko država sofinancira oziroma daje sredstva samo v primeru, da zagotovi sredstva tudi lokalna skupnost. Tako da to je že utečeno, jaz mislim, da to ne bi posebej poudarjali. Poleg tega je še ena izjava, torej o zagotavljanju dostopnosti, sodelovanju ter ustreznosti podatkov, se pravi verodostojnost teh izjav, podpiše seveda vodja knjižnice in nekako zatem tudi stoji tako glede navedb podatkov kot torej upoštevanja strokovnih navodil, priporočil,
se pravi načrtovanja organizacijskih enot skladno z uredbo in tako dalje. Skratka, tudi te stvari so že utečene in ne gre jih ponavljati. Zraven so priložena tudi še kratka navodila, o teh pa pravzaprav zdaj razpravljamo, tako da so potem lahko samo še dodaten opomnik. Zdaj, če kar preklopimo na Wordov obrazec, takole na začetku, se pravi, to, kar zapišete v Wordovem obrazcu, torej ta vsebina se mora nekako odražati v kvantitativni obliki tudi v Excelovem obrazcu, se pravi v načrtovalnem delu in potem tudi v finančnem načrtu. Se pravi, to troje je v bistvu zelo medsebojno povezano. Če se pač zapiše nekaj, kar se bo načrtovalo, torej v Wordovem obrazcu, je to potrebno videti v Excelovem kvantitativnem obrazcu in potem se mora to odražati tudi pri načrtovanih finančnih sredstvih. Zdaj, prvi del, ki pravi, da je izvleček iz letnega načrta nakupa knjižničnega gradiva. Kaj je torej izvleček? Izvleček pomeni seveda zelo na kratko povedano tisto, kar boste vi seveda v dokumentu letni načrt nakupa knjižničnega gradiva sicer v celoti objavili na spletni strani. Tu pa gre samo za izvleček, zato da pač strokovna komisija lažje in hitreje seveda predvsem pregleda in se seznani z vašim, torej stanjem vaše knjižnične zbirke na eni strani in seveda z načrtovanim nakupom za prihodnje leto oziroma smernicami ali pa načrti vaše nabavne politike. Zato torej podatki o stanju knjižnične mreže. Podatki o stanju knjižnične mreže pomeni podatki v zbirki, se pravi tisto, kar je v vaši zbirki, se pravi vzamete zadnje leto, to je leto 2022. Tako da ti podatki so pač za leto 2022. Knjižnično mrežo morate načrtovati. Kot sem že prej povedal, imamo pač dve rubriki. Ena je odprtost v letu 2023, se pravi to, kar je sedaj, kar imate letos, in pa tisto, kar boste imeli v letu 2024. Seveda, če ne bo sprememb, ohranite pač vrednost iz leta 2023. Če pa, kot rečeno, boste poskušali urco ali dve v kakšni organizacijski enoti povečati odprtost in s tem seveda izboljšati dostopnost, tudi, bom rekel, prekvalificirati organizacijsko enoto v višjo stopnjo, kar seveda pravilnik omogoča. Pri navajanju organizacijskih enot v vseh stolpcih, bodisi v Wordovem, bodisi tudi v Excelovem obrazcu, vas prosim, da najprej zapišete osrednjo knjižnico, potem pa vaše organizacijske enote po abecedi. Zaradi lažjega potem tudi zbiranja podatkov, ki jih pač delam v Excelovi tabeli, da je, bom rekel, metodologija nekako bolj enotna. Zdaj, če gremo naprej, to stvari, to se pravi zastopanost knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih, različnih vrst in oblik dostopnosti, se pravi stroka, leposlovje, mladina, odrasli, skratka, načrtujemo v skladu seveda po eni strani z standardi oziroma priporočili, po drugi strani pa seveda z vašo nabavno politiko. Zdaj, če in lokalnimi potrebami, zdaj, če
na območju, v katerem deluje neka organizacijska enota, ne, je recimo demografska struktura kaže na starejšo populacijo, verjetno ne boste vztrajali in nabavljali gradiva za mladino v 30% deležu, ne? Ampak boste seveda to temu prilagodili. Ta prilagoditev seveda je razvidna potem iz vaše obrazložitve stanja na terenu. Tako da vse je fleksibilno. Seveda je neka norma, da tako rečem, ampak ker so v Sloveniji tako različna okolja, se seveda knjižnice seveda tem okoljem prilagajate. In to je razumljivo in to je dopustno. Posebej ločimo potem načrtovanje nakupa in zastopanosti pač tudi elektronskega gradiva in zvočnih knjig v zbirki. To iz preprostega razloga, ker, bom rekel, je to čist drugačna oblika gradiva. Fizično gradivo se torej merimo v inventarnih enotah in je vaša last, medtem ko e-knjige in zvočne knjige niso vaša last, ampak jih samo seveda najamete oziroma si sposodite, tudi ne inventarizirate. Tako da tudi recimo pri tako imenovanih tistih seznamih aktualnega nakupljenega gradiva z državnimi sredstvi seveda upoštevate samo fizično gradivo, ne pa tudi elektronskega, ker ni smiselno, ker si ga sposojate samo za določen čas. In tudi omejen, zelo je omejen izbor naslovov je še zaenkrat. Vse ostalo naprej, torej kako se vi povezujete z deležniki, odstopanje od strokovnih priporočil in tako naprej. Vse to imate zapisano verjetno že v dokumentu, že odprej o vaši nabavni politiki in te stvari, če so se seveda kaj spremenile, izpostavite. Če gremo naprej. Pri vseh bom rekel, rubrikah so tudi sprotne opombe, kjer je pač bolj natančno razloženo glede uredbe, glede strokovnih priporočil in tako naprej, da imate torej, da vam ni treba preveč brskati okrog, ampak imate v bistvu že priloženo na samem obrazcu. Drugi del pa je potem seveda načrt nakupa sredstvi Ministrstva za kulturo, ki ostaja, bom rekel, enak. Se pravi, ločimo leposlovje za odrasle, strokovne knjige za odrasle, leposlovje za otroke in mladino, poučno gradivo za otroke in mladino, e-knjige, zvočne knjige in neknjižno gradivo na fizičnih nosilcih, kolikor ga še seveda sploh uporabljate oziroma kupujete. Tako da tukaj ni nič novega, to je poznano, tudi, bom rekel, razporeditev po mreži, kjer se zopet seveda zaprošamo, da vkolikor bodo spremembe v letu 2024 glede odprtosti, da to izpostavite, zato da pač bomo tudi videli glede potem samega razreza sredstev glede na organizacijsko enoto. Torej, izvodi, naslovi za otrok, torej za vsako kategorijo pravzaprav nekako želimo podatek o razporeditvi tega gradiva tudi po organizacijskim, torej v knjižnični mreži, ker si prizadevamo seveda, kot smo že v cilju neposrednega poziva zapisali, za čim širšo dostopnost aktualnega, kakovostnega knjižničnega gradiva v slovenski knjižnični mreži. Zdaj, tukaj tretja točka je dodana tokrat, in sicer skladno seveda z dogodki, ki so se pač pojavili neljubi, letos avgusta, se pravi načrt obnove aktualnih zbirk poškodovanega oziroma uničenega knjižničnega gradiva,
zaradi dogodkov višje sile v letu 2023 tudi pojasnjeno, kaj to je. Tu vendarle želimo pač kratko pojasnilo, nekaj podatkov, kdaj se je zgodilo, kaj se je zgodilo, koliko je bilo uničenega, kolikšna je bila ocenjena škoda. Jaz mislim, da zdaj že te podatke imate, da se to da uporabiti in koliko recimo načrtujete nekega dodatnega nakupa aktualnega knjižničnega gradiva. Se pravi, ne moremo zdaj, bi rekli, kupovati starejšega gradiva, ki bi nadomeščal morebitne, torej izgubljene knjige, ne, v tej ujmi, ampak aktualnega, novega. Torej, to, kar je pač tekoče izhaja, kar je seveda tudi smiselno za knjižnico. To je, kar se tiče tega Wordovega dokumenta. Zdaj to isto, ne, zapisano v tem dokumentu, ki je pravzaprav, kot smo rekli, nek povzetek, nek izvleček vašega letnega načrta. Vse to, kar boste zapisali v tej vlogi, mora biti seveda na malo obširnejši način opisano tudi v dokumentu, ki ga potem objavite na spletu. No, zdaj pa sledi še ta Excel obrazec, ki ga pa že tudi dodobra poznate, a ne, tako da bomo šli pač skozi, kljub temu. Zopet dve rubriki imate, a ne, načrtovano in pa doseženo. Ob predložitvi vloge izpolnite samo rubrike pod načrtovano. Doseženo potem izpolnite ob zaključnem poročanju, ki bo čez eno leto, a ne. Torej, tam v februarju mesecu se ponavadi te stvari dogajajo. In prvi del tega obrazca je obseg, a ne. Obseg in dostopnost knjižničnega gradiva v letu 2022, se pravi, gre za stanje vaše zbirke. In tudi vsi podatki, ne, ki jih boste tu navedli, se pač nahaja oziroma se nanašajo na leto 2022. Zakaj je to potrebno? To je zato, da se vidi v bistvu stanje vaše knjižnične zbirke in potem v nadaljevanju ukrepi v smislu nabavne politike, kaj boste storili v primeru, torej kar boste izboljšali, kaj boste reorganizirali, kaj boste spremenili recimo na zaznane potrebe v okolju. Vidi se torej tudi potem recimo kolikšno, ali je odpis dovolj velik, ali ni dovolj velik, skratka vse take malenkosti, ki so, bom rekel, na koncu tudi od teh podatkov dobimo tudi pač na ministrstvu nek posnetek stanja v knjižnični mreži glede knjižničnih zbirk. Ta del, ta prvi pač list, ne, ki se nanaša na zbirko, morate izpolniti v celoti, ne. Naj opozorim, da pač bodite pozorni res na vse rubrike. Se zgodi, da recimo spodaj število izposojenega knjižničnega gradiva ostane prazno, ne. Ne, vi veste, koliko ste že v letu 2022 izposodili gradiva, ne, vas ne sprašujemo za leto 2023, ampak za leto 2022, zato prosim tudi za ta podatek. Tako da vsi podatki, še enkrat, torej, ki so pač tukaj, se nanašajo na zadnje celo leto, a ne, to je leto 2022. Glede teh organizacijskih enot upoštevajte pač tiste, navajate tisto število, ki vam je bilo nekako odobreno z odločbo, a ne. Ne zopet pač po lastnem premisleku, ampak bom rekel po tistem, kar je pač že strokovna komisija večkrat ugotovila in potem tudi ste to dobili zapisano v odločbo. Potem sledi načrtovalni del iz sredstev Ministrstva za kulturo. In sicer
nekako ločimo fizični del od elektronskega in zvočnega gradiva iz že znanih razlogov. Stvari ostajajo enake, razen pri organizacijskih enotah. In zopet tukaj načrtujete, tako kot ste v Wordovem obrazcu zapisali. Če boste spremenili karkoli, torej, da boste izboljšali odprtost, dostopnost krajevnih, predvsem krajevnih knjižnic, ker vse knjižnice so ustrezno odprte, potem to zapišite. Zapišite, ker bo lahko pomembno vplivalo tudi na končni, bom rekel, izplen sredstev za prihodnje leto. Spodbujam vas, da poskušajte, tisti, ki ste zelo na meji v odprtosti organizacijskih enot, ponovno, da poskušate izboljšati za tisto urco ali dve in s tem seveda kakšnega tisočaka več za nakup knjižničnega gradiva. Same progresivne lestvice v tem trenutku še nimamo, določila jo bo strokovna komisija, ko bodo znana razpoložljiva sredstva, seveda. Tako da zdaj o vrednostih pač v tem trenutku ne morem govoriti. V zvezi z načrtovanjem sredstev glede na ceno knjige, kot vedno do sedaj jo določite sami, glede na pač vaše stanje, po katerih, oziroma pogoje, po katerih kupujete in nabavljate knjige, tako da pač povprečno vrednost vzamete za izračun sami. Naj pa opozorim, da povprečna cena licence oziroma elektronske knjige ni zelo nizka. Pri tej ceni morate upoštevati v bistvu vse stroške, ki nastanejo z elektronsko knjigo. Se pravi, najem licence, uporabnino, zaščito in ne vem, kaj še vse je. Tako da v bistvu je strošek elektronske knjige v tem trenutku, ko je pač na razpolago samo še platforma Biblos, da tako rečem, zelo visoka in višja od fizične knjige. In dosega skoraj 40 evrov, kot sem izvedel. Se pravi, med 38 in 39 evrov. Tako da pri načrtovanju tovrstnega gradiva imejte tudi to v mislih. Potem sledijo občinska sredstva. Tu sta dve tabelci, vi izpolnite samo načrtovani del, ne pa doseženega pol, ki sledi, samo ta del. In zopet vse ostaja enako, kot je bilo. Zopet vas prosim, najprej osrednja knjižnica, potem pa po abecedi vaše organizacije, občina, se opravičujem, sedežna občina, potem pa po abecedi vse druge občine, za katere delujete, so pogodbenice, so ustanoviteljice, karkoli, skratka, najprej sedežna, potem pa vse ostale po abecedi, zopet zaradi lažjega potem zbiranja podatkov v zbirno tabelo, da tako rečem, da je nekako. Zdaj pri načrtovanju števila prebivalcev, pri občinah je pa seveda to po vaši presoji. Kot sem rekel, država oziroma ministrstvo se je nekako odločilo na podlagi pač tudi strokovnega mnenja Ministrstva za javno upravo in pač SURS-a in tako dalje, da financiraš gradivo na število prebivalcev s stalnim prebivališčem. Kar se pa občinskega načrtovanja tiče, niste temu zavezani. Vi imate lokalne posebne potrebe, kjer se vam pojavljajo prebivalci, ki so začasni. In pač lahko v tem občinskem delu seveda načrtujete na drugačen način. Tu vam ne moremo ničesar predpisovati. Predpišemo pa lahko samo pač pri načrtu za državna sredstva. In tudi katera tabela
je že na voljo, sem že pogledal pač na strani SURS, je že na voljo, tako da imate tudi navedeno to oznako tabele, po kateri lahko izračunate. Potem sledi še seveda tisto, kar je iz lastnih sredstev, zopet enote, koliko tega je relativno malo, ampak vendarle podatek je pomemben, koliko lastnih sredstev tudi namenite za nakup knjižničnega gradiva, so pa seveda rubrike enake kot do sedaj. Zdaj pri finančni zgradbi, finančna zgradba mora pa zdaj povzeti vse to, kar ste tole v prejšnjih tabelcah načrtovali. Tako da iz sredstev seveda Ministrstva za kulturo in potem v drugem delu tudi iz vseh virov. Enostavno, torej tabelca se sama sešteva, tako da je tu vam olajšano, da ne pride do težav, izpolnite samo rubriko načrtovano. Zdaj pri, torej, specifikacija se nanaša seveda na tiste kategorije, ki smo jih že opredelili v prvem obrazcu, kakovostno leposlovje za odrasle, tako da vidimo približno razmerja, koliko pač načrtujete za posamezno skupino gradiva. Pri porabi sredstev po virih financiranja, se pravi viri sredstev, mesto Ministrstvo za kulturo, kjer zopet ločimo med fizičnim gradivom in pa zvočnimi in e-knjigami, ter tudi za neknjižno gradivo na fizičnih nosilcev. Tisti, ki seveda nabavljate gradivo za zamejske Slovence, imate pač še to rubriko. Tudi znotraj obrazca je pač nekaj torej vrstic namenjeno načrtovanju tudi temu, s tem, da seveda morate tiste knjižnice, ki pač opravljate te naloge, tudi pripraviti še skupni načrt nabave, torej z ustrezno knjižnico v zamejstvu in to kot prilogo priložiti tudi vlogi. To se nič ne spremeni. Knjižnice pa lahko imate poleg navedenega še kakšen drug vir, ne vem, kakšne donacije, kakšna druga sredstva, ne vem, evropska, karkoli že, zdaj na pamet govorim. Ne bi pa tu vključevali recimo sredstva, ki jih dobivate za podatkovne zbirke ali pa, ne vem, sredstva, ki jih dobivate torej za območnost ali pa v tem smislu. Ne, ker tudi torej iz drugih virov mora biti to potem uštevilčeno. Se pravi, moramo vedeti kvantificirano, se pravi, koliko posameznega gradiva ste dobili iz drugih virov, recimo, ne vem, da ste 5 knjig, ali pa ne vem, toliko in toliko licenc elektronskega gradiva, e-knjig, pri podatkovnih zbirkah je pa to seveda težje merljivo in ne bi tega mešali z nakupom knjižničnega gradiva. Tako da to ne. Tako da do sedaj, kolikor imam prakso, pravzaprav pri teh drugih virov ni bilo kaj dosti, niste kaj dosti izpolnjevali, mogoče kdaj pa kdaj kakšna donacija. Ampak kot rečeno, podatkovne zbirke pa ne sodijo v ta del našega poziva. Zdaj, neposredni poziv je odprt do 17.11., do 17. novembra. Posredova, se sem prav povedal, ne? Mislim, da je, sem 15. Poziv je 15. Aha, se opravičujem, 15. Zdaj, glede na to, da je neposredni poziv, je seveda možen
tolerančni prag, da tako rečem, dan ali dva, ne, če se ravno ne bo komu točno izšlo, ker to niso razpisi, ampak neposredni pozivi, tako da je to seveda možno v dogovoru, ampak seveda poskušajte biti točni, zato da lahko z obravnavami tudi čim prej začnemo. Jaz moram seveda sam potem vseh teh 58 vlog pripraviti za delo na strokovni komisiji. Kot veste, torej smo v kadrovski stiski, da tako rečem, na ministrstvu na tem področju ta trenutek, a ne? In pač kolegica Tatjana se je upokojila z vsem spoštovanjem, ampak nam pa zelo manjka, kljub temu. Tako da novo sodelavko še čakamo, ampak verjetno, da do obravnave vseh teh vlog je še ne bo. Skratka, poskušajte biti točni za vsa seveda dodatna pojasnila ali kar pač boste imeli vprašanja, karkoli, moj elektronski naslov poznate, vedno sem pač odziven, tako da mi lahko to pošljete, sporočite. Vlogo pošljete na meni na elektronski naslov v obliki, s katero lahko naprej obdelujem podatke. Se pravi, ne v PDF oziroma skenirani obliki, tega mi ni potrebno pošiljati, ker pošljete zaenkrat še vlogo tudi v fizični obliki z vsemi podpisi in žigi, ki gre potem to v arhiv. Tako da jaz potrebujem z vaše strani potem v bistvu samo pač obliko, s katero lahko potem obdelujem podatke, ker sicer jih moram prepisovati, ne, in to je pač kar malo zapleteno in zahtevno. Tako da je to zaenkrat torej vse. Super, najlepša hvala. Vprašanja seveda, ja. Tako, imamo že 2 vprašanji. In sicer prva je premična zbirka. 4 ure na teden, ali lahko upoštevamo premično zbirko, ki je odprta 4 mesece ves dan na morju, 5 mesecev pa čisto zaprta, 3 mesece pa omejeno. Ne, mislim, to so posebne. Jaz, torej, na morju, torej, verjetno celo na Hrvaškem, ne? Ja, ne, mislim, da to ne more biti. Premične zbirke so pač namenjene posebnim skupinam prebivalcev oziroma lokalnih skupnosti v Sloveniji. No, tako. Vem, da se gre za Slovence, ampak ne bi zdaj tega širili, no, žal. Tudi Ja, neposrednih pozivov. tako, tudi torej. Mislim, da to ne bi, drugače pa ja, 4 ure na teden bi moralo biti odprto, zdaj v povprečju, a ne, se pravi skozi celo leto. Zdaj, jaz verjamem, da kakšna stvar recimo v poletnem času funkcionira nekoliko drugače, ampak ne glede na to, no, v povprečju, recimo tako kot bibliobus ali pa bibliokombi, recimo tudi vzamemo v povprečju, a ne, ker vemo, da poleti ne obratuje. Okay. Naslednje vprašanje je, ali je iz ministrskih sredstev predviden zakup baze slovenskih filmov? Ne, tega ni možno. Ker tudi drugih baz ne financiramo, a ne. Zdaj, če to mislite na audio in e-knjige, torej tukaj je pač poslovni model, ki ste ga dogovorili z Združenjem splošnih knjižnic, ampak kot mi je znano, je v spreminjanju in da se bo pač v kratkem tudi kar zelo dodobra spremenil in se bo pač ponudba elektronskega gradiva bo na voljo pač preko javnega servisa, kot razumem. Največ preko zasebnega, no. Ja, tako, ne samo zasebnega, no. Okay. Naslednje vprašanje je vezano na tehnično, se pravi, pri tiskanju drugega zavitka Excelove datoteke se ne natisne zadnja razpredelnica.
To lahko jaz tehnično pokažem, to lahko sami brez težav nastavite, zdaj, če slučajno prišlo skeri. Zdaj, če pogledamo drugi zavitek, imate tukaj le spodaj možnost, da pogledate, kakšna je možnost stiskanja. In, vidim, da res je. Se pravi, samo tale del primete, potegnete dol, evo in bo. Še to črtka na črto, evo. In zdaj morala celo stran narediti. Se upravičujem se pa to do tehničnih težav. Mogoče še kakšno vprašanje? Zdaj, kot je Marjan že omenil, seveda za vsa morebitna vprašanja vam je na voljo na elektronski naslov marjan.gutman@gov.si, tudi telefonsko številko ima, ki pa je zdaj trenutno ne vem na pamet, ampak je seveda v pozivu tudi omenjena. In v vseh mojih mailih, ki sem jih že pošiljal, tako da mislim, da to ne bo težava. Tako, potem pa hvala lepa za vašo prisotnost. Še eno vprašanje. Ali v Excelu pri tretji točki načrtovan in dosežen obseg, ali manjka osrednja knjižica, ker so omenjene vse ostale organizacijske enote? No, sej osrednja knjižnica se šteje sama po sebi, a ne. V bistvu nismo jo posebej izpostavljali, ampak to je pač brez osrednje knjižnice tudi krajevnih knjižnic ni, ne, tako da to se šteje samo po sebi. Ja. Mogoče to kakšno vprašanje? Sicer pa hvala lepa gospodu Gutmanu za predstavitev. Hvala lepa vam za udeležbo. Kot omenjeno, videoposnetek te predstavitve bo dostopen v najkrajšem možnem času, vam tudi sporočimo po elektronski pošti. Hvala vam, smo na zvezi in če dovolite, lahko izkoristim gospod Petro Poljanšek, če ostaneva še malo na zvezi. Ok, v redu, za ostale pa. Srečno, Hvala in nasvidenje. pozdrav. Nasvidenje.